Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša mož, ki ponese te vse do zmage. Wings je razmet, ki te vroči, da svet se lepši zdi, ko misel nosite. Le poglejte, še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Kot čarobni sine bo nam obarva, kot prenese tja, kjer vse se začne. Tja do zvezd, Oblaki beli skozi čas te podijo. življenje si rišeš, le z domišljijo. Ko letiš med zvezde, Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, smo vesela druščina, prijatelji sta spet, ko misel nosi nas. Le poglejte, Wings, čarobnica Wings. In ko med zvezdami spiš, mogočnih čarobnih žarkih zasije naš Wings. V prejšnjem delu so uročene piksice zahrepenele po domu. Pobegnile so vilam in se odpravile proti Piksi vasi. Toda Bloom je vendarle uspelo premagati urok, še preden je Darkar dobil, kar si je zamislil. Skupna moč. Dobrodošle pri urah čarobne hkratnosti. Namen predmeta je povečati učinkovitost vaših urokov. Predmet je zelo težak, zato bo potrebno veliko dela. Profesorica, kaj je to čarobna hkratnost? To je sposobnost združevanja čarobnih moči dveh ali več vil v ultramočne uroke. Kako pa? Najprej je pomembno, da vam uroki ne delajo težav in bolj kot kdajkoli morate poznati lastno čarobno moč. Zakaj pa? Če sama narediš napako, ni nič hudega. Združena čarovnija je veliko bolj zapletena. Napak ne sme biti. Nekako tako, kot bi oživela. Po svoje drži, ja? Profesorica, če prav razumem, pravite, da lahko združimo naše moči? Aha. O, to krasno, super Wings urok. Prvo nalogo boste delale v parih. Te vaje so tako naporne. Si pogledala, kako gre piksicam? Palladium se bo prepričal, ali je urok res premagan. Kakšen prostak? Predlagal je, da se najprej dobro odpočijejo. Lahko bi jih šle malo obiskat. Ajša, se bova potem dobili, da končava domačo nalogo. Upam, da nisi jezna, ker si v paru z mano. Zakaj bi bila jezna? Saj veš, vse druge so boljše, jaz sem še nova. Oprostite. Živjo, Musa. Me veseli, da se končno srečava. Ime mi je Jared, sem specialist pripravnik na Rdeči fontani. Saladin me je poslal pogledat vaš simulator, o njem moram pripraviti referat. Prav, kako pa veš, kdo sem? No, se vidimo. Videl sem te na otvoritveni slovesnosti na Rdeči fontani in vprašal zate. Zakaj? No, ti in tvoje prijateljice ste mi padle v oči. In koga si vprašal? Rivena. Rekel je, da ste simpatične in če že hočem katero spoznati, rekel naj tebe. Poslušaj, oprosti, če sem te užalil.
Poslušaj, oprosti, če sem te užalil. Ne, saj me nisi. In ti oprosti meni. Jezna sem na nekoga drugega. Bi se šla malo voziti z mano, pogovarjala bi se, lahko mi zaupaš. Res ne vem. Moram govoriti z nekom, ki pozna simulator. No, pa naj bo. Oho, to bo pa vroča tema. Skoraj je že zmanjkalo časa, zato sem s sonično bombo raztreščila ključavnico, veš. Veš, simulatorij je odlično mesto za sproščanje stresa. Si boš res se zapisal? Bojim se, da bom kaj pozabil. Zdaj moram nazaj na rdečo fontano. Prav lepo sem se imel. Jaz tudi. Misliš, da bi se lahko jutri spet dobila? Wow. Recimo, da bi imela zmenek. Hvala za šopek, res je čudovit, ampak raje ostaniva prijatelja. Nočem, da dobiš napačen vtis. Ne, je že dobro, lahko sem prijatelja. Kmalu se vidiva. Hej, Musa! Halo, punca, oglasi se! Živjo, kako vama gre naloga? Bolj slabo, nič nama ni jasno. Mimogrede, kdo je tisti fant? Nekdo z rdeče fontane. In kam te je pel? Kaj povedal? Odkot prihaja? Kaj je njegova posebnost? Te je poljubil? Kakšen ferbat si. Ti je všeč? Je srčka? Nič takega ni. Mogoče misliš na drugega? Na nekoga po imenu Riven? Kaj te briga? Še sreče, da nisem s tabo v paru za nalogo o hkratnosti. Imam prav? Vse vemo, da ji je všeč Riven. Si kdaj pomislila, da mogoče o tem noče govoriti? Njen problem, midva z mojim ljubim ničesar ne skrivava. Tako preprosto je. No, rajši se lotiva naloge. Ali pa se posvetila modni hkratnosti, grapove torbice in poniksovih čevljev. Pojdiva po nakupih. Naše prijateljice se očitno zabavajo. Onesposobiti jih moramo, preden se naučijo kakšnih hkratnih trikov. Malfej se ne smete prikazati. Nikar si ne drznite kršiti mojih ukazov, Avše. Ampak gospodar, Musi novi prijatelj bi bil lepa priložnost. Zares zlobna zamisel. Pozabavajte se. In kaj imamo tukaj? No, ta roka je živ les. Poskušali smo jo povezati z mojim operacijskim sistemom. Toda listje ima svoj jezik, ali deluje, a? No... Pravzaprav ne. Narava in računalniki so preveč različni, da bi jih združili. Vem, da ni kakšna simfonija, ampak pokrov se je vseeno premaknil. Aha, morda nevidna čarovnija? Ni nama uspelo. Res ne, še začeti nisva znali. Ogenj in svetloba sta si preveč podobna. Če želite združevati svojo čarovnijo, jo morata dobro poznati. Kako to mislite? Odkrita bistvo svoje moči. V tvojem primeru, Blum, ni samo ogenj. Da ne? V resnici gre za plamen življenja, pomeni več, kot si misliš. Od moja zdravilna moč. Del plamena življenja je. Kaj pa jaz? Svetloba je odraz tvoje moči duhovnega videnja, opazovanja in jasnovidnosti. Tvoja moč bruha svetlobo, da drugi lahko razumejo. Jutri bo preverjanje znanja hkratnosti, kar tukaj v simulatorju. Preverjanje? Jutri? Mislite, da smo pripravljene? Ja, kar lotite se vaje. Če potrebujete pomoč, sem vam vedno na voljo. Toda ključ boste našli pri sebi. Hej, Musa, poglej, kdo je tukaj? Misliš, da je prišel zaradi tebe? Stela, prišel je zaradi simulatorja. Fragonda mu je dovolila. Nikar se ne prerekajmo, biti moramo složne. Tako je, za jutrišnje preverjanje.
In vseh 5 skupaj bo izreklo en velik mega urok. Hej, kaj pa je? Vseh 5, kaj pa Ajša? Prizadela si jo. Pozabila sem pač, ni bilo nalašč. Pa smo spet tam, kako dramatizira. Ajša. Je že dobro, Musa, saj ni nič. Tudi jaz pridem večkrat sem, ko želim biti sama. Ja. Mislim, da sva si zelo podobni. Kako podobni? Tudi jaz imam včasih občutek, da ne sodim sem. Ja, mogoče se vsi kdaj tako počutijo. Mogoče, ampak ti si novinka, zato ti je težje. Se bom že znašla. Ne, Ajša, zdaj si z nami, ne boš več sama. Počutim se kot vsiljivka. Stela včasih trosi neumnosti, ampak v resnici ni slaba. Saj vem. Jeziki prehiteva misli, sicer pa si zelo pri srcu. In meni tudi. Povej, kaj rada počneš s svojo najboljšo prijateljico. Zelo rada plešem, ples je moja strast. Res? Me boš naučila? Z veseljem, boš videla, tako jo boš znala. Punci! Blum? Poslušaj, Ajša, vem, da imaš včasih občutek, da ne sodiš k nam, ampak v resnici si del skupine, tako kot vse druge. Res? In vem, kaj bo Winksicam vrnilo občutek složnosti. Ja, kaj pa? Današnja zabava v pižamah. To nas bo spet povezalo. Kdo si pa ti? Samo prodajalka nakita. Imam tudi pravo stvar, ki lahko osvoji srce mlade dame. Obesek je temen, ampak lep. No, kaj praviš? Še bolj pozorno ga poglej in se prepusti moji moči. Vrni se na Alfeo in poskrbi, da bo jutrišnje preverjanje prava katastrofa. Bila sem Mazoljeva, 13-letna grderačka na prvi šolski dan. Potem je prišel največji lepotec na šoli in prisedel k meni. Ja, bila je ljubezen na prvi pogled. Vsaj zame. On je gledal za drugo največjo frajerko našega letnika. In potem je prišel zaključni ples. Zabava, ki je nihče ne zamudi. Prava mora za grderačke. In potem se je zgodilo. Na večer zaključnega plesa je lepotička padla in si zlomila nogo. Ja, čarovnija res obstaja. Takrat sem spoznala, da bom vila. Pravzaprav je punca vseeno prišla na ples in moj ljubi je ves večer posvetil njej in njeni zlomljeni nogi. In ti si zaplesala z lepotcem. Ni slabo zaprl ljubezen, kaj? To nam je manjkalo, malo druženja. Same punce brez fantov. Ne, mogoče. Stela si res to rekla. No, ko jih ni, jih lahko opravimo. Začnimo z Jaredom. Daj no, Musa, zaupaj nam. Ti je vsaj malo všeč. Ne, ni. Ker imaš rajši Rivena, kaj ne? Tudi z Rivenom nimam nič. Ja, prav zagotovo. Mislim, da se Riven ne bi nikoli ogrel za takšno frklo, kot sem jaz. Potem, kako te gleda, se je očitno že. Veste, kako sva se našla midva z Brandonom? Naj ugibam. Hej, punca, jaz sem najboljši bojevnik na svetu in največji lepotec v Magicsu. Katera bi bila moja punca? In ti si padla na kolena. Pravzaprav je on padel na kolena. Ajša, ne skrbi, ko bo barv izginila, ostale boste v zraku. Obljubim, da ne bom zganjala panike. Hej, Jared, je kaj narobe? Zdaj pa pozor, dekleta. Znašle se boste sredi mirne vasice na jasen poletni dan. S pomočjo hkratne čarovnije boste morali rešiti vrsto ugank. Pripravljene? Pripravljene! Začnimo torej.
Kje pa smo? Mirna vasica in jasen poletni dan. Ha! Koliko vlage je v zraku, kot da smo blizu močvirja. Poglejte! Ojoj, če ne bo gozd, kje potem stojimo? Kaj se dogaja? To sem že videla. Gre za programsko napako. Ampak zakaj prav zdaj? Ne vem, kaj naj, dekleta. Simulator se ne odziva. Česa podobnega še nisem videl. Dekleta morajo nazaj, nevarnost je prevelika. Ne bo šlo. To okolje je v sistemskem spominu. Ne moremo ga zbrisati, ne izklopiti. Lahko pa kakšno malenkost dodamo. Dekleta, dodal sem podatke za čarobni izhod, ne vem pa, v kakšni obliki se bo pojavil. Zato bodite pozorni na tisto, kar izstopa. Recimo, kaj normalnega? Je mogoče tole? Volk v gozdu je nekaj normalnega. Torej, to je izhod. Stela! Najina prva hkratnost. Poglejte. Profesor, je to izhod! Ja, hitro vzpostavite stik. Dajmo, obkrožimo ga. Ok, tako, zdaj pa hitro stran. V simulatorju prihaja do hudih čarobnih motenj. Darcy je! Kdo drug bi si izmislil tak gnusen kraj? O ne, pogoltnega je! Dajmo, punce, čarobni wings! Bomba! Nobenega učinka. Hvala za trening izogibanja. Dajmo, napadimo skupaj! Jupi, uspelo nam je! Pošast je odporna na čarovnijo. Premagati jo morate kako drugače. Profesor, če ustavite dovolj energije, bo simulacija prekinjena. Drži to, da s tem lahko izničim vašo moč. Najti morate drugo rešitev. Kakšno pa? Brez čarovnije ga ne bomo premagale. In še časa nam zmanjkuje. Poskusimo hkratni urok. To je edina rešitev. Našla sem krivca. Triksice so uročile Jareda. Vi ostanite tukaj in pomagajte vilam. Jaz pa bom Jareda rešila uroka. Tudi mi vam lahko pomagamo. Se že bolje počutimo? So vilo v nevarnosti. Pošast je odporna na vsako čarovnijo, zato moramo napasti s fizično močjo. S pomočjo hkratne čarovnije? Tega še nismo počele. Teoretično je vse mogoče, če združimo naše osnovne moči. Je že tukaj! Ajša, ti si osnova. Ajša, mora biti večja. Ajša! Manjka nekakšno ogrodje, nosilne veje. Možgani ji manjkajo. Glavni procesor! Hitro, postavi se po konci. Stela, nič ne vidi. Sonce!
Močni vid! Brez lastne volje se ne more boriti. Pošast jo bo uničila. Še jaz, plamen življenja! O ne! To je že življenje v njej. Kje pa sem? Zdaj si na varnem. Si cela? Nič mi ni. Poslušaj, dobiti moraš luč, ki jo je stvor pogotnil. Ne bo dovolj, da premagate pošast. Vaša stvaritev mora izreči dirime iluzinem, da se izhod odpre. Zvočni tok, moč besed! Smo pripravljene? Dirime iluzinem! Dirime iluzinem! Uspelo jim je. Izkazali ste se, zelo sem ponosna na vas. Nerodno mi je, ker sem povzročil toliko težav. Saj nisi ti kriv. Bi se lahko še kdaj videla? Seveda, zakaj pa ne? Rivenu bom prenesel tvoje pozdrave. Hvala, me veseli, da razumeš. O? To je bilo pravo timsko delo. Čarobni